Lepo pozdravljeni, drage gledalke in cenjeni gledalci v oddaji Vinilni časi. V letu 1993 se je res veliko dogajalo, predvsem na področju glasbe. No, kar nekaj glasbenih skupin je šlo skupaj, nekaj jih je šlo narazen, nekaj glasbenikov pa je šlo v svojo solo kariero, solo pot. Na področju športa nam je zaostal dih, moda, kultura, se je pa tudi veliko stvari zgodilo. No, če vas zanima, kaj vse se je dogajalo, ostanite z nami vse tja do konca oddaje in boste izvedeli. No, kateri glasbenik je pa pustil res velik pečat v letu 1993. Dragi gledalke, cenjeni gledalci, z nami v studiu Pero Lovšin in prijatelji. Dragi gledalke, cenjeni gledalci, Pero Lovšin in Julita in vse tudi druge zanimive, dobre skladbe. Mislim, da nisem še ene slišal, da mi ne bi bila všeč. Ja, lepo, hvala. Lepo, ne? Pero, danes imamo leto 1993 in tudi tebi v letu 1993, poleg vseh letih, ki se ti veliko dogaja, sem 100%, se ti je tudi veliko zgodilo. Ja, mogoče je bil to moj najbolj tak
pomembno leto. Takrat sem začel solo kariero, posnel album Hiša nasproti sonca. 5 let smo bili Sokoli, krasno obdobje, samo enostavno nismo več mogli zdržati tega tempa, 4 koncerti na teden. Jaz sem se mislil malo umiriti in narediti album, ki bo bolj akustičen. Jaz sem štartil s Pankrti v bistvu kot folk rocker. Igral sem kitaro, imel odštekane komade, tudi malo čudaške, bi rekel, tudi politično čudaške, ampak igral sem folk, tako kot Bob Dylan, Pete Seeger in taki. Potem smo žgali s Pankrti, potem smo rokirali Sokoli, potem se je spet mislil malo nazaj na kitarco pridati in nekaj narediti, ampak za skupino, s katero sem naredil ta album, je ta prijateljska druženja v tistem času so me vodila, da sem povabil za spremljevalno zasedbo skupino Buldožer, ki pa je tudi dosti utrgana, rockerska. Tako da nismo naredili tako zelo intimno ploščo, ampak eno tako, ki je pač takrat res bila presežek tistega, kar sem jaz delal. Imeli smo se fantastično v studiu Boruta Činča, z Borisom Beletom smo bili koproducenti. Dejansko je plošča tako uspela, da je pognala nekaj, kar nisem si mislil, da bo. Dejansko je pognala mojo solo kariero. Jaz sem bil takrat še več dela, ne? Ja, jaz sem bil takrat še zmeraj v službi, tako. Ja. Jaz sem mislil, da pač zdaj se malo umirim, pa grem spet. Rad sem imel skozi novinarski poklic, moram reči, ampak. No, ker ti v 90-ih si se potem odločil, da se bo začel profesionalno ukvarjati z glasbo, ne? 97 Vzel to kot službo, ne? 97 je pa to vodilo po še nekaj albumih, takrat za založbo Helidon. Tlej bi lahko povedal, da prav v teh dneh pripravljamo izid enega tazga The Best of vinilnega albuma. Vinilka bo šla čez par oziroma v maju mesecu z naslovom Helidonova leta. Od 90. do 97. sem jaz posnel 5 albumov, 2 so Sokoli in potem 3 solo. V bistvu sem takrat dosegel to, pač tisto, kar si človek hoče. Bili smo skupina leta Sokoli, 2 albuma od teh 3 so bili albumi leta. 93. leta ste kot Sokoli, gremo reči, ste 93. leta tudi končali zadnji koncert, ste ga imeli nekje v Avstriji, ne? V Avstriji, točno, ja. To je bil zadnji koncert, ne? Ja. Kako je en novinar zapisal, da je prevelika skupina za tako majhno Slovenijo, ali kako? Ja, težko je zdaj to reči. Jaz sem imel takrat občutek, tako kot v bistvu s Pankrti. S Pankrti smo 10 let zdržali in se meni zdelo, da smo vse povedali. Sokoli smo 5 let zdržali in se mi zdelo, da smo vse povedali. Potem samo pa bende po 2 let, 3. A veš, da pravijo, da je treba, ko imaš službo v eni firmi, vsake 5 let zamenjati, če ne drugega vsaj položaj. Točno to. In meni, moram reči, ni to, ampak užitek mi je delati pač z novimi ljudmi, iskati nove rešitve. Se mogoče to čas do sodelavcev, ki jih imam še zdaj rad. Sokole so moji krasen, rad imam vse fante, odlični moskonterji, Pankrti isto. Ampak pa so še buldožeri, ki jih je treba tudi pohvaliti. In potem, rečemo, druga moja solo plošča, sem posnel skupino Bigfoot Mama, ki smo bili krasni prijatelji. Tako da, tretjo ploščo. No, ravno to sem hotel vprašati. Ja, rečemo, tretjo ploščo, Zadnji križarski pohod, je bil producent Magnifico, igral je tudi kitaro. Vrnil se je Dul Žiberna od Pankrtov, skratka, plus še nekaj krasnih muskontarjev. Naslednjo ploščo je prišel Aleš Uranjek od Šank Rokov in vrnil se Ivan Bekčič, Dan odprtih vrat. Skratka,
rad seveda zbiram te izkušnje z glasbeniki in rad se tudi vračam z njimi. Ivan Bekčič je z mano največkrat igral v bistvu in moja glasba seveda je kar večkrat bila odvisna od njegove solo kitare. Tako da, ja, to je v bistvu... Odkje tebi toliko energije? Kaj ti prinaša tebi toliko energije, da si tako aktiven? Kaj bi lahko rekel že, da si res že skoraj vrhunski športnik? Ali kako? Dobro, jaz sem pač seveda zaljubljen v šport od nekdaj. Tekmoval sem v smučanju kot mulo, tudi treniral sem plavanje, še kakšne druge športe govoril. Seveda vzuno mejo zdrave distance. Fizično, da ne postane zasvojen. Ja, fizično se nisem zelo pripravljal, nisem zasvojen športom. Kako pa na glasbo se pripraviš, recimo petje, igranje kitare, vse take stvari? Dejansko je šport zdaj je, rečemo, moj glavni šport nordijska hoja, smučanje in plavanje. To so te stvari, ki so povezane z glasbo in tudi dosti kolegov, mi smo imeli, rečemo, dolga leta fuzbalsko ekipo glasbenikov, najrazličnejših žanrov, smo še zdaj prijatelji. Si še predsednik kluba? Zdaj sem podpredsednik Slovana. Ne, podpredsednik. Ja, sem pa bil dolga leta predsednik Slovana, ampak skratka, ja, šport je tisto, kar me navdušuje. Končno sem bil tudi športni novinar toliko let. Imel sem veliko športnih prijateljev, še zdaj jih imam. A tudi tukaj izvira ta športna himna, v bistvu slovenska himna? Slovenija gre naprej? Absolutno. Nogomet je bil vedno moja ljubezen, tako kot smučanje in dejansko, ko se je zgodil ta čudež, slovenska pravljica, so mene poklicali, pridite pozdraviti naše fante, jaz sem pa in hkrati tudi so Zorana in Vladota in jaz sem rekel, če pa to, rabimo pa še en komad in sem naredil Slovenija gre naprej. Ja, a pa je to bilo tako klik ali... To je bilo klik. To je bilo klik, ne? Kaj pa vse ostale pesmi, ki so zdaj lih pri klikih, ne? Vse ostale pesmi, kot sem že prej omenil, tvoja besedila so res globoka, ne? Čeprav izgledajo preprosta, ampak v resnici puščajo zelo, zelo globoko sporočilo in verjamem, da 99% ljudi se najde v tem besedilu, ne? Od kje? Ja, to je najbrž, jaz sem ene vrste, že kot mulo sem si kupil ploščo Petera Sigarja, ko je šel na ene demonstracije, v Chicagu, delati ploščo o demonstracijah. In je singer song, mislim, on je naredil reportažo iz demonstracij z muziko. In to meni kot novinarju je bilo zmeri čar, da pričaram nekaj novinarskega dam v muziko. To se pravi, tudi novinar, če hočeš ti narediti kratek tekst, moraš bistvo zajeti, ne? To smo se zmeri učili, veš. Jaz sem delal v športni redakciji Dela in tam so bili vrhunski novinarji. Tam sem se največ naučil. Tam sem začel delati že kot v prvem letniku študija, rečemo 74, 75. In to, kako najdeti v najmanjši možni meri največ čustev, dejstev, vsega tega, s tem sem gor rastel in to je dejansko moj cilj, kako narediti dober komad še zdaj. Zdaj, ko si jih omenil, recimo, pisanje besedil, takrat ali danes, veš, da si veliko krat po medijih, te kdaj kakšen naslov, recimo danes zmotil, ki včasih bi bil drugače napisan? Ko naredijo dvoumne stavke, zato da ljudje prisilijo v to, da bi to brali. Veš, kako je, zelo odvisno je zdaj. Sveda zdaj se mena, novinarstvo je žal v veliki krizi, ampak moramo vedeti, da v 80-ih letih, tako upevanih, pa tudi zasmehovanih strani kakšnih zdaj vodilnih, je bilo novinarstvo na piedestalu. Takrat imeli smo ogromno dobrih novinarjev in tudi novinarji so pomagali Sloveniji, da se je osamosvojila, da smo nekaj postali. Še zmeraj moramo to smatrati kot uspeh,
da smo po vseh teh letih dobili samostojno državo, kakorkoli jo lahko zdaj negiramo, šifamo, ampak za njo se je treba boriti še naprej. Ne? In novinari so, jaz kolege sem cenil nekdaj, dosti je bilo, po dostih sem se zgledoval in športni novinari mislim, da so bili vrhunski pri nas. Ne samo v Sloveniji, tudi v bivši državi. Vemo, kakšne novinarje smo mi imeli, rečemo ob športnih prenosih, ko smo se jokali, smejali, navijali. In to je tisto čustvena, to je šport in muzika, mi moramo prenašati čustva ljudem. No, Pero, bova tukaj ostala. In zgodbe. Tako, bova tukaj ostala. Jaz bom pa zdaj šel na Skype, ki nas čaka že naša novinarka Katarina Keček, ki ima vedno kaj zanimivega za povedati. Pozdravljena, Katarina. Pozdravljen, gospodičani. Dobro zgledaš nocoj? Najlepša hvala. Katarina, povej nam, kaj je bilo leta 1993 tako šokantnega, dobre stvari, ki so se dogajale, slabe stvari in recimo začniva kar pri Jugoslaviji. Čakaj, da malo razmislim. Kaj je bilo tistega leta? Tistega leta je bila, Jani, vojna na Jugoslaviji, to veš, ne? Tistega leta se prav spomnim, da je na Sarajevo padlo v enem dnevu več kot 700 bomb in granat. Tistega leta so tudi podrli stari most v Mostarju. Tistega leta je umrlo ogromno ljudi. Tistega leta smo živeli v strahu in vojni, kar se tiče Jugoslavije. Plus tega se je dogajalo tudi veliko tragičnih dogodkov, če lahko tako rečem. A če se lahko mička na šport obrnem, če dovoliš, tistega leta je umrl najboljši jugoslovanski košarkaš tistega časa, Dražen Petrović, v prometni nesreči v Nemčiji, ko se je vracal z enega od svojih turnirjev, svojo partnerico. Danes v Zagrebu obstaja muzej temu velikemu človeku, ki je, lahko rečemo temu, odprl pot vsem evropskim košarkašem v ligo NBA, ker je seveda ustvaril neponovljiv uspeh, za katerega čakam, da ga Luka Dončić prehodi, ampak v glavnem Dražen Petrović je bil za vse navijače košarke en največjih idolov in verjamem, da se še danes spomnijo vseh njegovih uspehov v NBA in pa seveda tudi evropski košarki. Kaj se pa kaj dogajalo, recimo, da gremo na drugo stran sveta, recimo v Ameriki? Glavno, kar sva bila tam, ne? Saj sem rekla, da je Petrović bil eden najboljših igralcev NBA. No, potem pa ostaniva v Ameriki. Okay. Res je, tisto leto je predsednik Združenih Amerik postal tudi Bill Clinton, ki se ga seveda spomnimo, tudi po Hillary Clinton, ki je pred parimi leti kandidirala ponovno tudi ona za predsednico Združenih držav. Bill Clinton je seveda en poseben model, lahko temu rečemo. Premagal je starejšega Georgea Busha, republikanca, sam nastopil predsedniški položaj in seveda potem izgubil proti sinu starejšega Busha, tudi mlajšemu, po 2 mandatih predsednikovanja. Zapomnili si ga bomo verjetno potem, da je ukazal in odobril napade NATO na takrat, da rečemo temu, na področje Balkanske vojne, torej na Hrvaško, Srbijo in pa na Srbijo. Najbolj znan pa seveda, tega pa ne smemo pozabiti, je bil seveda potem, ker se mu je še danes vleče ta njegova spolna afera oziroma škandal Monika Gate ali pa afera Levinsky. Verjamem, da se vsi spomnite tega, da bom rekla, famoznega, kako naj temu rečem, oralnega seksa v ovalni pisarni, v katerem je seveda cel svet govoril. Tudi ameriški kongres je poročal o tem, če se spomniš, morda se ne spomniš. Ključni dokaz recimo tega nekoitusa oziroma pač te nenavadne spolne prakse, ki se je očitno izvajala v ovalni pisarni Bele hiše, so bili pa tudi znameniti madeži sperme na modri Monikini obleki, ki je dokazovala, kaj sta ona dva počela. Evo toliko. Super, si to zelo nasplošno podrobno povedala, hecam se. Katarina, super je bilo. Zdaj mi pa povej še recimo kaj o, da se ne bom zlagal, o Moniki Seles. Točno, Monika Seles tistega leta. Ljubitelji tenisa se bodo spomnili, da je tistega leta Moniko Seles na turnirju oziroma sredi teniške tekme napadal obsesivni občudovalec igralke Steffi Graf, torej zabodel je z nožem pred svetovno javnostjo. Seleševa je takrat doživela velik šok, seveda fizični in tudi psihični, ker je bila močno poškodovana. Igrala je seveda tenis še naslednjih 10 let, vendar s tistim napadom nekako štejemo, da je konec njene kariere. Na nek način tega
tega napada nikoli Monika Seles ni prebolela. Lahko rečem samo danes, kaj se z njo dogaja, živi v Ameriki. Znano je za njo, da ima rada starejše milijarderje. Poročena je recimo za 30 let starejšim milijarderjem, ima veliko psov na svojem posestvu, ukvarja se z jogo in piše tudi neke motivacijske knjige. Ne mara nastopati v javnosti in o svoji bivši teniški karieri zelo nerada govori. Katarina Keček, hvala za vse te informacije in se vidimo spet v prihodnji oddaji. Tako in v drugem letu. Srečna. Čau. No, mi gremo pa naprej in nastop, seveda, Pero Lošin še vedno z nami in pesem Samo en majhen poljub.
Ponovno smo skupaj, daj vinilni časi, mi gremo z dobro glasbo naprej. Z nami Pero Lovšin s prijatelji in Briga me. Pravi, da zapirajo, da bo treba iti. Vse od družbe posloviti. Briga me, briga me, briga me, briga me, briga me, briga me, mi ne gremo še. Briga me, briga me, briga me, briga me, briga me, briga me, mi ne gremo še. Prav, da zapirajo, da tak je red, da temu se ne da upret. Briga me, briga me, briga me, briga me, briga me, briga me, mi ne gremo še. Briga me, briga me, briga me, briga me, briga me, briga me, mi ne gremo še. Prav, da zapirajo, da se zundani, da kmaši, tretji že zvoni. Briga me, briga me, briga me, briga me, briga me, briga me, mi ne gremo še. Briga me, briga me, briga me, briga me, briga me, briga me, mi ne gremo še. Briga me, briga me, briga me, briga me, briga me, briga me, mi ne gremo še. Pero Lovšin in Briga me. No, mene ne da me ne briga, me je brigalo, ampak kot sem že prej omenil, besedila res na mestu. Ne? In kaj vse stvari so še dogajale od snemanja in platin, vse teh stvari v tvoji karieri, glede na to, da si jih več kot 20 posnel, ne? Ali točno 20? Ne, 21. To je zdaj težko reči, seveda, koliko je bilo, ampak ja, tega je bilo dosti. Moj zadnji velik projekt je bil leta 2017 album Območje medveda. Takrat temu prilagojen tudi Cankarjev dom, koncert z zasedbo, z vsemi, ki smo tam igrali, ki so na tem albumu sodelovali, od Bigfootov do Pankrtov, prismojnih profesorjev bluza. To je bil čudovit koncert, res moram reči, eden od vrhuncev moje kariere. In ta Briga me, ta naš posnetek je seveda čeprav je bil komad, ga niso poznali, so na koncu vsi peli v Cankarjevem domu. Cela dvorana. Je takoj prišel v uho, ne? In potem, kaj lahko rečem, film, seveda ti lahko
Janja Severja, ki tudi sem nekako, lahko rečem, ponosen tudi, rečemo, končno. Naredili smo film rockerski, dokumentarno-glasbeni, ki je bil med najbolj uspešnejšimi na festivalu vseh filmov v Portorožu. Še na en film sem lahko ponosen, to je film o mojemu prijatelju Roku Petroviču. Ki je tudi leta 93 žal umrl, ne? In jaz sem naredil glasbo za ta film z naslovno pesmijo Čarovnija in dejansko on je bil čarovnik, ene vrste, slalomski čarovnik. Midva sva bila odlična prijatelja. Malo kdo ljudi ve, ko smo imeli jaz sem naredil skupaj s Tomcem od Pankrta, tudi sva naredila himno Slovana in Pankrti. In ko smo imeli promocijo v prenapolnjenem študentskem naselju, je Rok Petrovič pel back vokale. Potem, ko je osvojil mali kristalni globus za najboljšega slalomista, je prišel kot back vokalist. Isti večer, to so bili nepozabni trenutki, z Rokom on je bil vrhunski dečko in o smučanju se nisem imela dosti pogovarjati, ker je bil toliko najvišji nivoju, ampak je tudi upošteval, jaz sem bil takrat smučarski reporter, ampak v Muski sva pa imela dosti skupnih v bistvu idealov glasbenih. In moram tudi reči, ko je Sony imel prve te kasetne mikrofone, je on meni prinesel enega in rekel, da to boš lahko snemal komade iz Amerike, ta prvega. Tako da so bile to... Ker je potoval veliko po svetu. Ja, seveda, on je potoval takrat skozi po svetu in ja, to so bila taka leta. Če rečem, en tak človek, neodvisno od glasbe, ki sem ga zelo spoštoval, je bil Jure Šterk, moreplovec naš. Jaz sem dvakrat ga šel čakat kot novinar na Karibe in to so bili nepozabni časi. Zato sem jaz naredil dosti teh karibskih komadov. Ne nazadnje eden takih, taka, ne. No, taka bomo pol kasneje slišali, ki ga bomo tudi slišali. To je tisto, kar je ostalo Karibov, tudi po zaslugi Jureta Šterka, ne. Tako da, ja, ta muzika se prepleta od punka, regija, folka, pač novinarstva, vse to je povezano pri meni, ne. Vse skupaj naredi nekakšno vrste celoto, ne. Kaj pa recimo zdaj ta zadnji projekt, ki bomo tudi kasneje slišali, tvoj nov duet, ne, z novo pevko, bi rekli, ne? Ja, s Carmen smo prijatelji, Hellcats je nekak družinski bend, jaz sem povezan z njim čisto posebno in Carmen je odlična pevka, mi smo se družili preko sina Saše, ki je basistka in vodja benda s svojo sestro Sonjo in Hellcats, ki imajo zame velik potencial, upam, da bodo še delali naprej, tako kot delajo. So že oni tudi kar nekaj let že skupaj, ne? Seveda. In ko sem jaz naredil en komad, ki je zahteval duet, sem pomislil tudi na Carmen, ne? In rezultat je pomlad poletje. Mislim, da je Carmen tudi, Carmen ima lahko, ona je obet, lahko velik obet, dober obet slovenske muzike. Kaj pa zdaj v tem, gremo reči, obdobju, ki ga zdaj vsi doživljamo, predvsem tudi glasbeniki, ki ne pridejo vsi na svojo vrsto, recimo, ne, glede na te, bi rekli, koronske stvari, ne, kako zdaj se spopadati z glasbo? A je zdaj več časa, kot recimo prej? Ali zdaj je preveč po drugi strani manj? Zdaj je preveč časa. Jaz izkoriščam, jaz delam en nov projekt, pač skozi smo enih projektih, delamo komade, bomo videli, kako se bo, težko zdaj rečem, kako mi izpelju naslednji projekt. Imamo en kup koncertov od lanskega leta, ki naj bi se letos dogodili. Jaz sem še zmeri nastopam s španskimi borci, ki jih pozdravljam, nismo se videli že pol leta. Moji španski borci so iz tam
Štajerska, zdaj tudi No, pa so okrog tudi Polzele oni so vsi, nismo se mogli družiti, to je katastrofa. Ne? Igrali smo prej 15 let praktično vsak vikend skupaj, zdaj se nismo družili, ampak mi smo pripravljeni. Imeli smo še avgusta smo imeli 2 krasna koncerta, tako malo seveda na silo takrat, ampak vseeno so bila uspešna. Pa so Tako bili da- še z balkona. ne? Ja, pa z balkona in tako naprej. Jaz računam, da se bo svet vseeno vrnil v normalne tirnice. Povej mi tvoja, od vseh Ne verjamem v teorije zarote. No. Aha, od vseh, verjameš ali ne verjameš? Ne verjamem. Ne verjamem. Od vseh tvojih pesmi, ki si jih naredil, ki si jih odpel, katera ti je najljubša? Katera ti je najbolj, katero najbolj z veseljem na koncertu odpoješ, primer? Zadnja. A vedno zadnja? Zadnjo, ki narediš? Tisto, ki še niti, ki živi samo z mano, ta hip, Ja. ki jo še vi ne poznate, še jaz jo dobro ne znam, A ja, to je čist zadnja, ki še ni od zunaj. ki še ni od zunaj. tako. Trenutno so ene 3-4 take, ne, in z njimi živim in to je to. Zdaj, si dobro ko delam seveda ta projekt skupaj s hišo Obzorje, založba Obzorje, ki je lastnik naše založbe Helidon, ki je izdala 5 mojih zelo pomembnih albumov. Seveda se vračam tudi v čase Sokolov, v čase 90-ih let, to, kar smo, in ker moram izbrati 11 komadov od tam 60-ih, to ni einfach, ne? Ni enostavno. Verjamem, ne. In zdaj to delam in se seveda vračam v 90-ta tudi sam in bomo videli, kaj bom izbral za Helidonova leta, vinilni album, ki bo šel v maju. Je kakšna recimo pesem, ki bi recimo danes, ko si rekel, da je mora zdaj 11 brati, da bi kaj spremenil, da mogoče ti ni bilo všeč, zdaj ko slišiš ono pesem, bi jo zdaj malo drugače naredil, ali je tako, kot je postavljena, je zate najboljša? Ne, nimam tega. Meni se zdi, da smo mogoče res dobro naredili Sam en majhen poljub. Imeli smo vrhunsko ekipo, takrat je za nami stal Big Bang, vrhunskega producenta, delali smo v studiu Tivoli. Mogoče bi seveda kakšen aranžma še naredil drugačen, ampak Moderniziral. pač malo drugačen, ampak ne, ker moram reči, da sem kar zadovoljen s tistim, kar sem naredil. Tudi ko poslušam te komade, se mi zdi velika škoda. Mislim, katastrofa mi je v tem, rečemo, pisatelji imajo svoje knjige. Mi praktično, Moskonterji, nimamo več svojih albumov, nimamo več vinila, še CD-ja nimamo več, niti imamo samo še pesmi. To se pravi, samo še pesmi živijo in to mislim, da ni slabo samo za Moskonterje. Mislim, da je to zelo slabo za kulturo in tudi za politično kulturo v tem času. In mislim, da se bo to svetu še maščevalo, ker se tako nesramno obnaša do muzike. In vinilni časi so eden redkih, ki vejo, zakaj se gre. Zato sem zelo z veseljem prišel v to oddajo. Ja, najlepša hvala. Ja, povej mi še koncerti. Na vse koncerte, ki sem jaz bil, ker si ti nastopal, je bilo vedno takšna gužva, da nisem prišel niti do polovice, gremo reči, ne? Razen, če bi prišel na 3 pred skupine, zato da bi lahko pošel prvo vrsto. Se ti je kdaj zgodilo, da ni bilo odziva ljudi? Na kar sem jaz bil, je bilo vedno polno, Zmeri se nabito. zgodi, vsake tog časa je bilo, smo kaj falili, kot bi rekel naš menedžer iz 90 let, 100 kart premalo. Kaj pa najljubši koncert v celi tvoji karieri? To je težko reči. Tudi težko. Enem sem rekel, moj koncert v Galosu, en mesec prej smo razprodali, bilo je enkratno vzdušje, 3 ure na odru, kot da je minilo. To je bil, rečemo, samostojen. 2 koncerta, 3 koncerti s Pankrti, ali pa celo 4, ko smo v Beogradu igrali na Beerfestu pred 120 000 ljudi. To je nekaj norga, to ne moreš verjeti.
ko smo igrali zadnji pogo leta 87, ko je pokala hala po šivih, ko smo igrali leta 2007 reunion koncertu prepolni dvorani Tivoli Veliki, ko smo v Stožicah igrali. Kaj pa tvoja energija, gremo reči fizična energija, 20-30 let nazaj ali pa danes? Čutiš kakšno spremembo, recimo na odru, če bi 3 ure nastopaš kot prej? Ali... Odvisno, leta 2017 Ja. za Stožice sem se mogel posebej pripravljati. Kondicijsko. Kondicije so tako kot Mick Jagger, ker je bila nova turneja, novo in sem čutil. Zdaj, ko sem pa eno leto živim to se pravi, exile ne on mainstream, ampak on Zadružna street, veš, v Ljubljani, ko se bavam vsak dan, sem se držal striktno drugače, kot so zahtevali naši oblastniki. Držite se te doma. Jaz sem šel ven hoditi sam, seveda, na Kodeljevem. Da si še vedno delal na sebi, ne? Kodeljevo je seveda država zase in mi imamo svoja pravila. Mi smo hodili na Golovc sami in trenirali. Tako da trenutno sem v kondiciji. Super. Pero, midva bi lahko govorila še ure in ure, ne? Verjamem pa, ko te bom srečal na koncertu, me v množici ne boš opazil, ali nič hudega, zelo sem vesel, da si se odzval povabilu. Seveda, danes se še družimo naprej. Ker si pa prej omenil tehnologijo, bom pa jaz zdaj poklical na Skype Črta Tauzesa iz Centra odličnosti InnoRenew. Pozdravljen, Črt. Živa. No, kot vidiš, tehnologija napreduje, ne, glede na to, da smo leta 1993 prvič imeli prvo spletno stran, in sicer spletna stran Inštituta Jožefa Štefana, sem prav povedal? Drži, točno, samo še prej so bili pa tudi kakšni drugi dogodki. Tistega leta smo dobili zaradi napake v računalniškem programu, ki je hkrati poslala en časopisen članek na 200 založniških hiš, smo dobili prvi tako imenovan spam, oziroma slama, neželjena pošta. In to besedo je skoval en gospod Joel Furr, ki je prvi opisal ta incident. Pa ne samo spam, tudi prve oglase na spletu smo dobili tistega leta, ker takrat se je začela potem poganjati ta .com revolucija in razvoj spletnih podjetij. Podjetje Adobe je prvič predstavilo dokumente v formatu PDF, Portable Data Format, zdaj blazno široko uporabljamo, ker so pa želeli doseči format zapisa, ki bi ga lahko brali in ohranjali vsebino in obliko na vseh računalnikih, ne glede na tip proizvodnje. In seveda, takrat so tudi lansirali svojo programsko opremo, ki zapisuje in bere ta format, Adobe Acrobat. To ga imamo danes praktično vsi na svojih računalnikih. Microsoft je pa lansiral Windows NT, to je bila takrat prva zares 32-bitna verzija tega operacijskega sistema. In nič od tega pa seveda ne bi bilo mogoče brez razvoja strojne opreme, ki ga pa najbolj ponazarja Intel Corporation, ki je tistega leta naredila prvi Pentium. Če se spomniš, to je bila kulminacija dolge vrste procesorjev x86, 86, 486. Ampak Pentium je bil prvi, ki je omogočil hkratno izvajanje več opravil in pa podpiral tudi grafiko in glasbo, ker do takrat smo v računalnike morali šraufati posebne glasbene in grafične kartice. Po Pentiumu pa tega ni več. Jaz toliko poslušam, da sem se tako zgubil, da bi lahko rekel, da bom zgubil živce ali pa čir na želodcu, ne? Nič bat, ker ravno leta 1993 so prvič dobili dokaz, da čir na želodcu povzroča največkrat oziroma največji faktor pri povzročitelju tega bolezenskega stanja, da je to bakterija, Helicobacter pylori. In to so dokazali tako, da so čir uspešno zdravili z antibiotiki. Ni pa to bil edini razvoj v medicini, gre še za eno stvar, ki je zelo povezana s prej omenjenim razvojem v računalništvu. Leta 1993 so
prvič naredili tudi protezo, se pravi, šlo je za blazen preskok na področju protetike, ko so mikroprocesorje uporabili za izdelavo proteze za koleno, ki je znala svoje delovanje prilagajati hitrosti hoje svojega uporabnika. To je revolucioniralo življenje mnogim pacientom. Kaj pa nanotehnologija? Ja, to smo se poučili v enih prejšnjih epizod, da so najprej morali izumiti samo besedo. Tega leta 1993, pa so uspeli znanstveniki nadgraditi uspehe predhodnikov in prvič sintetizirali karbonske nanocevke s steno, ki so bile enotna plast zgolj debeline, zgolj enega atoma ogljika, tako kot vidimo tukaj na teh slikah. Prej to ni bilo mogoče. To pa ni bil edini napredek pri razvoju materialov, ker smo tega leta eksperimentalno pripravili tudi ogljikov štirnitrid, ki je nov material, ki je trši kot diamant. Zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, ker je diamant drugače najtrša snov, ki smo jo do sedaj našli v naravi in ker smo prvič lahko naredili nekaj tršega od diamanta. Karbonska vlakna. Ne, karbonska vlakna so drugo, tukaj gre pa za drugačen material. Karbonska vlakna so sicer res tudi zelo trda in trdna, ampak ne. Okay. No, pa gremo recimo na eno stvar, ki jo res človek brez nje ne more. Voda. Voda. No ja, to je šlo že proti koncu tisočletja, leto 1993, in takrat smo se počasi začeli resnično zavedati škodljivih posledic razvoja človeštva. Od vode, končno smo dojeli, da je od vode odvisna kakovost našega bivanja in obstoj življenja kot takega. Zato je Generalna skupščina OZN tega leta 22. marec razglasila za Svetovni dan voda, da bi opozorila na nujnost dobrega gospodarjenja z njenimi zalogami. In seveda v Sloveniji nismo hoteli zaostajati, prejeli smo Zakon o varstvu okolja, uspelo pa nam je Sečoveljske soline kot prvo slovensko območje vpisati tudi med mokrišča mednarodnega pomena po tako imenovani Ramsarski konvenciji, ki smo pa tudi omenili že v eni od prejšnjih oddaj. Črt, najlepša hvala za vse te informacije. Malenkost, hvala tebi. Ja, no, mogoče bom pa jaz tudi počasi začel dojemati tehnologijo, in mi bo kristalno jasno, ko bomo obdelali vsa leta, vse do leta 2021. Hvala, Črt. Važi. Mi gremo pa naprej in sicer Pero Lovšin in Taka.
Gledalke in gledalci, kot obljubljeno, Pero Lovšin v duetu s Karmen Klinc in pesem Pomlad, poletje. Tisto leto si bila ti pomlad in jaz poletje. Ti si cvetela, jaz sem izključil gretje. Pomlad, poletje. Tisto leto sem bila jaz pomlad in ti poletje. Jaz sem letela, ti iskal si zavetje. Pomlad, poletje. Jeseni nisva čakala, pomlad in poletje sva za zmeraj ostala. Pomlad in poletje sva za zmeraj ostala. Tisto leto sem bila jaz pomlad in ti poletje. Ti si letela, jaz sem našel zavetje. Pomlad, poletje. Nisva čakala, pomlad in poletje sva za zmeraj ostala. Pomlad in poletje sva za zmeraj ostala. Karmen Klinc in Hellcats, ne? In še? Rock partizani. Rock partizani, tako je. Bravo. Karmen, povej mi, kako iti zdaj enega tazga močnega, hudega stila, recimo na nekaj bolj nežnega, bolj mirnega. Ja, ful lepo, to poboža dušo, a veš. Kako pa zgleda, ko res lahko ti je tudi v čas spet s takšnim vrhunskim glasbenikom? Ja, definitivno. Veliko čast, veliko čast. Velika čast. Ja. Okay. Kakšni projekti za naprej? Že naprej sodelujeta, ker to Pero prej mi ni zaupal? Pustimo se presenetiti. No, pa naj ostane tako. Hvala tebi, hvala Pero tebi in vsem tvojim prijateljem, da ste danes bili z nami in upamo čim prej, da se dobimo na kakšnem koncertu. Mi tudi. Pa poglejmo si malo o modi. Z nami je Vlasta Cah Žerovnik. Pozdravljena, Vlasta. Lep pozdrav. Povej mi, Vlasta, za leto 1993, kaj se ti spomniš tega leta kot sveža modna novinarka? Ja, bila sem spomladi na tednu mode, seveda v Milanu in tudi potem pogledala po teh ulicah butičnih, se znašla očitno v pravem času na pravem mestu Via Sant'Andrea, kjer je odpeljal showroom z butično prodajalno Gianfranco Ferré.
po izobrazbi seveda arhitekt, veljal pa je za, tako so mu rekli, za najboljšega oblikovalca med arhitekti in najboljšega arhitekta med oblikovalci. No, seveda sem tam mimo pristopicala po ulici, po naključju, gledala, kaj se dogaja in v tistem je prišel gospod Ferez v družbi z nekaj ljudmi po zaključku te prireditve očitno ven. Sem se strelila tja do njih in pokazala svojo novinarsko izkaznico sicer mednarodno, ki pa seveda ni pomenila nič, ne bi morala imeti akreditacijo ali pa VIP vabilo ali karkoli. No in gospod Ferre je pokazal varnostniku, da me lahko spusti v ta modni hram in sem si tako tudi pogledala, ne tisto kolekcijo, ki jo je takrat lansiral, ampak sem jo potem kasneje videla v revijah, skratka šlo je za vrhunsko delo. Očitno je bil arhitekt res med oblikovalci najboljši, ker je v svoje kreacije vključeval recimo ne samo modne navdihe, ampak tudi te zgodovino, geografijo, recimo v tej kolekciji konkretno so bile afriške masajke, pa Egipt s kraljico Nefretete in obleke recimo kot stavbe z balkoni, vrtovi, razne eksotične sirene, skratka nepozabno. Kaj pa kaj moška moda tistega leta? Ja, pri moški modi bi nekako kar težko šla mimo Giannija Versacea, ne. Torej, pomladno poletno revijo je sicer takrat je dal na svetlo te znamenite črne obleke, ki so bile skupaj stisnjene oziroma so jih držali skupaj te sponke znamenite. Pri moški kolekciji je pa dejansko naredil en takšen boom, ne. V fanta je oblikal usnje od hlač do telovnika na golo kožo in čevlje s temi legendarnimi paščki s kovinskimi sponkami. No in za to kolekcijo se je govorilo, tisti, ki so bili tam, mene žal ni bilo, da je kar pokala od energije in testosterona in vonja po mošostvu. Torej, tako atraktivna kolekcija, nekatera od teh oblačil še danes bi lahko delovala vrhunsko. Kaj pa se še zanimivega zgodilo leta 1993 na področju mode? Ja, če bi mogoče en korak stran od tiste klasične mode naredila, bi bilo zanimivo omeniti Barbiko, Ljudko Barbiko. Sicer se je ona rodila že leta 1959, vendar leta 1993 so prvič naredili oblačila tej Ljudki po resnični osebi. Torej, bila je pa to Jenny Marie Klein. To je prav leta 1993, ki je postala kot generalna častnica letalskih sil ZDA in prva ženska pilotka ameriškega letalstva, torej punčka Barbie, pa je bila kot Jenny Marie Klein oblečena v pilotsko uniformo s hlačami, skratka moške hlače, usnjena jakna, pilotska čepica je postala prodajna uspešnica tega leta, čisto tako, kot se ni dalo predstavljati, no, da je vzpodbudila trend military look, navdušila modne oblikovalce, da so potem svoje kolekcije še oni ustavljali oblačila za Barbiko in jo nadgradili z recimo znanimi osebnostmi, rock zvezdami in tako naprej. In so jih potem te cudnice za oblekca za Barbike opremili z logotipi svojimi zvenečih blagovnih znamk, ki so seveda potem ta oblačilca poletela s cenami v nebo. Vlasta, najlepša hvala za vse te informacije o modi in seveda, kot smo očitno opazili, da vsako leto, ki ga izberemo v oddaji Vinilni časi, je vedno nekaj zanimivega tudi na področju mode za povedati. Vsekakor, nikdar ne zmanjka idej. Hvala, Vlasta. Čau. Veseljem. Čau. Tako, in nekaj več smo izvedeli o modi leta 1993, ampak z nami tokrat v studiu skupina, član skupine Drinkers, ne, in vi tudi ste malo prispevali k modi, ne? Ja. Pozdravljen, Robert. Ja, ne živijo. Ma da, seveda smo prispevali. Glejte, koliko so ljudje v Sloveniji lepi, krasni, lepi in trezni, to je naslov tudi naše... In to je vse na račun skupine Drinkers, ki je nastala leta 1993. Tako, ker naša prva plošča se je imenovala Lepi in trezni, a ne? Tako, in tam se je vse skupaj začelo. Čeprav, ok, nastali ste leta 1993, leta 1995 ste izdali ploščo. Ja. In nekaj ste mogli vaditi, ne? Deva, greva na začetek.
gremo reči, da je ne bilo nekaj takega. Greva midva zdaj na začetek, kako je to izgledalo. Ti in seveda pevec, žal pokojni Koli, kako je to izgledalo? Ste se dobili, slišali, kako je bilo to zdaj 93. leta? Stvar je bila zanimiva, ne? Ker mi smo nastali po naključni zgodbi, ker jaz sem imel nek komercialen bend, je bilo treba tudi kaj zaslužiti, ne? Z muziko. Terasa band? Na pol, ampak okej, ne, to so druge zgodbice. In obenem se je pa pripravljal nek festival v Litiji, nekih starejših bendov. So jih začeli oživljati in so fantje se začeli dobivati v istem prostoru, to je grad Ponoviče zraven Litije. So vadili še neke džezeri, pa vse sorte branž glasbe je bilo. In mi smo se enostavno tako malo združili, pol smo se začeli družiti med sabo in kaj pa, če bi mi en band tako naredili, pač rock and roll tak, ki nam paše in ni noben problem. Malo spremenil stil, ne? Ma ja, in pol je bila najprej prva varianta, da bi jaz bil mogoče neki frontman, pa to pa sem rekel, jaz to nisem, lahko igram kitaro, delam muziko in to je to, ne? In potem sem se pa spomnil na starega prijatelja, še iz unih 15 let, ne, ker smo bili še mulčki, taki neobriti. In sem ga poklical, Kolija, ne, Sandija Kolenca. Sem rekel, ti bi bil idealen za kak tak band. Ne. In mi po 5 vajah smo nastopili na tem festivalu s parimi coverji, s parimi komadi in pa smo ugotovili, da wow, da nam to paše in smo začeli delati naprej. Sicer pol se je ekipa izoblikovala, ne. So prišli še drugi člani, zelo hitro je prišel tudi Miro Mutvar, basist, pa tako in jaz pa Miro pa Koli smo bili nekako trojni, se pravi trio Fantasticus, ko smo vodili cel band do žal prezgodne smrti Kolija. Odkje pa recimo beseda The Drinkers? To je pa tako, ne, prostor za vaje je bil nad gostilno, ne. Ste se dobili pri kozarcu vode, ne? Ne. Prostor za vaje je bil nad gostilno in gremo na drink, pa Zakaj gremo. v vaših besedil je bil vedno omenjen alkohol? Ker ste imeli še vedno vaje? Ja, nad gostilno. Nad gostilno. Ampak okej. Recimo, da je to istočnica, ampak mi smo najeli neko, ne bom temu rekel tržna niša, ki se to čudno sliši, ne. Finta je bila v tem, da mi smo se zabavali pri tem in mi smo samo opisovali stanje v Sloveniji, ne. Mi nismo spodbujali nekih alkoholizmov ali pa, ne vem, potencirali te zadeve, ne. Ne je bilo to zanimivo oziroma tega se noben ni upal dotakniti, ne. Čeprav slovenski narodnjaki so bili zmer tolerirani, ne, recimo na svetu lep feroč se neko teta vinska trta pa to, ne. Mi smo bili pa malo obsojeni zaradi tega, ampak nič za to, glej. Ste kdaj se recimo prijavili na kakšen festival, recimo kot so recimo Melodija more sonca, popevka, kaj tazga, nekaj v tem stilu. Ste kdaj probali, kdaj bi iz heca ste razmišljali, da bi... Moram povedati, da ko smo posneli komad 10 Jagrov, ne, so nas... To je ravno ta, ki gledamo zdaj video spot. Aha, to je to. To je 10 Jagrov, tako. In po tem komadu, smo dobili povabilo na nek festival slovenske narečne glasbe. Tam so izključno bili, je bila glasbena, mislim, podlaga je bila narodnjaška, je bila scena. Tako da tisti smo odklonili, no, sicer smo se zahvalili lepo, ni bilo nič slabšalno misleno, ampak nekako tisti ni bilo v našem dometu, no. Ker kdo bo pa takele čudne face gledal tam na odru, narodnih noš. Bi pa bila ena velika sprememba takrat, ne? No, recimo, no. Ja, dajmo si mi pogledati zdaj video spot, Pijemo ga radi, ne? Tam je še meni najbolj priljubljen, seveda, zakaj, ker je tam tudi veliko živali. Zdaj mi pa kaj več pove o tem videospotu. A ste imeli kakšno posebno doživetje, dogodivščino, ki se je zgodila? Pustimo tele, zdaj smo videli tam kurje kremplje, ki jaz z njimi igram po kitari, pač to je zgolj za sceno bilo, sem jih pozabil v avtu pol in avto nisem uporabljal en teden,
Ne vprašaj, kak vonj je bil, ko sem ga odprl. To je bila ena od takih zadev, ne. Zanimivo je pa bilo, da recimo jaz sem en redkih ljudi, ki je svinjo jahal, ne, ker koli naš pevc se je ni upal. Po mojem je ti si že probal to? Ne, ne. Konja vem, da si, a ne? Konja sem že jahal, jaz svinje pa ne. Pa tudi mislim, da ga ne bi jahal. Ne, sej, to je bilo zgolj za Razen če sceno. kakšen konj umazan, pa mu rečemo, te pa res svinjski. In potem lahko rečem, da sem svinjo jahal. Ok, to je bila zgolj joke varianta za video spot, ampak ja, mislim, res smo se zabavali pri teh spotih. Mi smo jih posneli več kot 20, ne? Tako da zelo zanimivo je bilo. Potem kateri ti je ostal najbolj v spominu? Ali pa katera pesem ti je ostala najbolj v spominu? Mogoče pa res priredba Ko to tamo peva, a ne? Aha. Pa Žeja me muči, Ko to tamo peva je zelo zanimivo, ker je tudi, mi smo se dogovorili z avtorjem tega komada, ki je napisal, ne, Vojislav Jovič. Je dejansko napisal za film komad in glasbo in besedilo, a ne? In on se je strinjal z našo priredbo, je podpisal tudi moje soavtorstvo zraven. Žal je tudi on že pokojni, a ne? In se nam je zahvalil, je rekel, da je to pa nekaj vrhunskega, to je to, ja, to je pa iz tega spota, tako. Aha, in so inserti vaši in inserti originalnega filma, ne? Tako, tako. In glih zaradi tega je to zanimivo, to smo snemali, mislim, da v Ptuju, smo se sposedili avtobus, nek terenski, muzejski, a ne, pa tako. Kaj pa zdaj recimo skupina The Drinkers, pevca ni več, ali mislite, da če bi lahko dobili drugega pevca, bi lahko delali naprej, ali je Koli pustil en poseben pečat in s tem tudi nekako zapečatil to ime skupine The Drinkers? Koli je nekako nenadomestljiv, a ne, tako da jaz mislim, da bi njega zamenjati, ne vem, je težek problem. Obstaja neka varianta, ki jo sicer ne bi izdal zdaj na prvo lopto, se temu reče, ne, da bi mogoče prihranil za kasneje, ker še ne vemo, kako se bo izcimel, itak trenutno ni nobenih koncertov, nobenih žal, a ne. Je čas pa za razmislek, ne? Razmišljamo pa že kar nekaj časa. No, da mi povej še ti kot ti, Likar, povej mi ti, kaj počneš, glede na to, da z velikimi glasbeniki tudi sodeluješ, danes si bil tudi na odru pri vseh skladbah s Perotom Lušinom. Ja, s Perotom zadnje čase, kar sodelujeva, tudi ta pomlad, poletje, smo posneli skupaj. Kaj se sliši tvoja kitara, ne? Tako je, so šla na team building na morje za par dni. Ja, tako je danes moderno reči. Tako se reče, ja. Ne, ne moram reči, da so šla pa žurat na morje, ne, pa so še komad naredila. Tako da team building smo imela na morju, tak par dnevni, smo naredila komad, smo ga šla posneti v studio k meni, a ne, sem pač zadevo produciral in odigral kitare. Imela sva debate tudi okrog Carmen, pa tako, ki je bila izredno vesela povabila, a ne, Pero poklical, s Carmen so se že tudi prej poznala. Se pravi, to je ena od zadev, ki jih počnemo, ne, in še naprej sodelujemo, ne, z raznimi glasbeniki, mislim, delamo, no, ni kakšnih plodov trenutno ni, ne vem kaj, ampak važno, da... Dolgoročno, ne? Pa sploh ni to važno. Važno je veselje do muzike, tukaj najbolj pomembno, a ne? Tako da meni se zdi to bistvo vsega, no. Robert, hvala za vse te informacije glede skupine The Drinkers in kot si prej rekel, pustimo, ne, kaj bo, ne, in če boste kdaj še lahko nekako se skupaj... Jaz upam, da ja, ne, glede na to, da vsi člani ostali so še kar, so sicer na stand-byu. Janez Bobnar, ki je tudi s Perotom igral, je tudi igral pri zadnjem projektu, on je tudi zadnji Bobnar v Drinkersu, a ne. Tako da, če ga grem zdaj vprašati, bo rekel takoj, ja, smo se že pogovarjali o tem. Robert, hvala. No in mi, ko smo že
tako, in mi, ko smo že omenili, se prijaviti na kakšno melodijo More in sonca in kakšne druge, se lahko prijavijo tudi na EMO. In kaj se je dogajalo leta 1993, pa bomo sedaj izvedeli. Cole, pozdravljen. Pozdravljen. Ja, kot član skupine NX Band, ne, in seveda s pesmijo, ki ste leta 1993 nastopali na Evroviziji, v bistvu zastopali ste kot prvi slovenski band, ste zastopali novo, svežo državo v Evropi. Kakšni so bili takrat občutki? To je bilo torej približno manj kot 2 leti po samosvojitvi. Okay. Medtem smo se pa ljudje oziroma glasbeniki ukvarjali tudi z drugimi stvarmi, pisali skladbe. In ena od teh je takrat nekje 92. leta pridrvela v moje možgane in nastal je ta znameniti Tik deževen dan. Ta prvo niti nismo računali na neki Eurosong, ker smo imeli druge plane. Prijatelj je nekako dal en nasvet, dajte eno skladbo, ker jih poteka ta razpis magični, in jaz sem mu dal to pošto s posnetkom, takrat na kaseti, ker ni bilo drugih nosilcev, ne, 15 minut pred zaprtjem pošte. Aha. In potem smo dobili odgovor, da smo tako imenovana rezerva. Mislim, da je bila Majda Arh takrat ena od tistih finalistk, ki je pač odpovedala iz nekih zdravstvenih razlogov, in smo mi uskočili noter in v zadnjem hipu na hitro, bom rekel, našel aranžerja. To je bil Jože Privšek in potem so stvari stekle, ne. Orkester je posnel, bilo je vse v živo, nastop na televiziji je bil pač v živo z orkestrom, vsi nastopajoči takrat, in moram reči, da je bila čudovita izkušnja. Potem leta 1993 ne boš pozabil. Ne? Pravim, da leta 1993 potem zagotovo ne boš pozabil, ne? Kaj si pa... Sigurno ne, če se dobro slišiva. Če se slišiva, upam, da se slišiva, ne? Se slišiva, ja. Ja. Dobro, 93. leto je pač vezano na ta znameniti Tik deževen dan, ki je nastal na otoku Rabu eno leto prej. In potem nas je pot pač zanesla na Irsko. Maja meseca 1993 smo nastopili, šli smo 5 dni pred nastopom, danes menda hodijo 2 tedna prej. Tokrat zaradi covida ne vem, kako bo. Imam pa lepe spomine, ne. Tako da res je, to je ena čudovita izkušnja, tudi ne samo za nas kot NX Band, ampak tudi za vse ostale, ki so nastopali, Darja Švajger, Reginca naša in tako naprej. Mislim, ogromno jih je bilo. Vsi tisti seveda, ki so imeli to možnost, da so lahko okusili nek, bi rekel, en velik šov, ne, glasbeni na evropskem nivoju, ne? Ja, ker to noben si ne predstavlja pravzaprav, kako je zares gor, ko predstavljaš državo. Ker dejansko takrat ne piše, ne vem, Cole Moreti, NX Band, ampak piše Slovenija, ne. Tako. Mi smo samo izvajalci, ne. In ko zastopaš državo, je to ena res taka posebna čast. No, in kaj še imaš recimo, glede na to, da pesem Tik deževen dan se večkrat se jo sliši po radiju, kaj še imaš po tolikih letih, kaj še imaš občutek, ko slišiš svoj glas, ko slišiš svojo pesem? Tega je zdaj že res, bom rekel, dosti nazaj, ne. Jaz, ko slišim sebe, mislim, jaz nimam tistih predsodkov, kaj eni rečejo, joj, grozno, zdaj pa to, jo sebe poslušati. Ne. Pač, ko greš v ta posel, bom rekel, ko vzljubiš glasbo, je to sestavni del, pač normalna stvar, ne. Drugo so pa ono, če imaš neko tremo, če te je strah in ne vem kaj, to moraš zbiti z glave, ne. Je pa še vedno tako, da dejansko, ko zapojem nekje Tik deževen dan, ljudje ponavadi utihnejo, poslušajo, pa ene 3 sekunde čista tišina, pa še le pride aplavz. Tako je. Jaz mislim, da jim je še vedno nekako jih vrnem skoraj 30 let nazaj v nek res eno obdobje, ki je bil brezskrben na svoj način. Upali smo, da bomo mala Švica, upali smo, da bomo imeli dobro glasbo,
da bomo imeli odprte poti. Glasbeniki smo dejansko ves cajt sodelovali skupaj, tako je tudi danes v času tega virusa. Mi se družimo, mi si želimo družiti, ne? To je to. In glasba nas povezuje in mislim, da tudi dejansko tudi po Evropi ta Evrovizija letošnja, ki bo imela en drug prizvok, ne? In nima smisla, bom rekel, da bi ljudje v Sloveniji zdaj obsojali Ano, ker berem grozljive na forumi grozljiva sporočila, ne? Ker to je, ona ni kriva nič, ona je odlična pevka, to je taka mašinerija v ozadju, to je v Evropi popolnoma normalna stvar. Zdaj pa biti toliko nizkoten do enega, ki predstavlja državo, je pa No, a meniš, da recimo takrat, leta 1993, so mediji, novinarji imeli drugačen pristop v bistvu do, a imamo zdaj lažje, prijemo do javnosti in izražamo svoje mnenje in so nas takrat lahko bolj utišali, ali kaj misliš, kaj se je spremenilo od 1993 pa recimo do danes, ko si ravno omenil našo Ano Soklič? Spremenilo se je ogromno. Prvič spremenil se je kompleten, bom rekel, menedžment na televiziji, ki je organizator RTV. To pomeni, takrat, bom rekel, je bilo mogoče bolj tako začetniško. Vsi smo se učili, vsi so se učili. Vsako leto je bilo vedno bolje in bolje. Bolj smo se odpirali svetu oziroma Evropi, bolj so nas poznali, nekakšne kontakte smo vzpostavili tudi meddržavniške, ne. In to je pomagalo pri marsikateri organizaciji potem. Tudi Slovenija je dejansko imela boljšo sliko nekako. Ljudje niso nas več zamenjevali za Slovaško, točno se je vedelo, kje je Slovenija. In kar je pa najbolj pomembno, takrat je Eurovizija, Eurosong je bil povezan z orkestri, ne, ki se je, bom rekel, 5-6 let kasneje pač so se odpovedali države orkestrom, menda zaradi stroškov. In je glasba dejansko Eurosong je šel v popolnoma drugo smer. To pomeni, ljudje so delali to računalniško, ljudje so to sprejeli kot normalno. Mogoče se je mlajši generaciji to približalo, ampak ni nič narobe. To je popolnoma normalno. Zvrsti se spreminjajo, leto 93 je pač leto 93, 2021 je pa čisto nekaj drugega. Tako. Ja. Cole, najlepša hvala za vse te informacije, seveda zanimivo to v živo doživljati, ampak tudi ko slišimo kdaj kakšen stavek o temu, smo seveda tudi mi se počutimo del tega. Hvala za ta pogovor. Kar veliko stvari smo izvedeli na račun leta 1993 in kaj vse bi lahko še izvedeli, bi zagotovo, če nam bi čas to dopuščal. Kaj bo naslednji oddaji in kdo bo gost v naslednji oddaji, pa seveda, če boste z nami prihodnjo soboto ob 21. uri, boste tudi to izvedeli. Do takrat pa lepo bodite in ostanite zdravi. Čau!